Tako da zdaj pa res en tak uraden začetek. Lepo pozdravljeni na informativnem dnevu za program magistrskega študija inkluzivne pedagogike na Univerzi na Primorskem, Pedagoški fakulteti v Kopru. Zavedamo se vsi skupaj, tukaj nas je zbranih veliko, zdaj vidimo po tem leštevcu, to se nam redko zgodi v predavalnici, bi mogli preštevati, koliko vas je vse prišlo, navadno to naredimo na koncu, ko beremo vaše ankete. Zdaj pa vidimo, koliko se vas nabira, tako da tale trenutek nas je 54 zbranih, tako študentov bodočih, oziroma kandidatov za vpis na naš študij, kot tudi profesorjev. Vse vas res lepo pozdravljamo. Bom rekla, na tem križišču vašega življenja, tehtanju ali pa prisluškovanju enega glasu v sebi, kam naj se obrnem, pri nadaljevanju te svoje poklicne poti. Ta trenutek se mi zdi, ne vem, če se spomnim, pa se spomnim zelo živo še svojega, čeprav je že zelo oddaljen ta trenutek, ampak je zelo pomemben in te zelo zaznamuje. Tako da je zelo dobro, da temu zelo prisluhnete, sploh glede na to, da je študij inkluzivne pedagogike zelo specifičen in v bistvu, bom rekla, zelo plemenit. To ni poklic, kjer bi bilo lahko delati, na vsak način je pa to poklic, kjer je zelo lepo delati, ker se dela z ljudmi, ki potrebujejo sočloveka, ki se zna vživeti v potrebe drugega, ne samo potrebe pač osebe s posebnimi potrebami, ampak tudi v potrebe širšega okolja in v neko predvidevanje, načrtovanje recimo okolja, ki bi na tak način, se pravi s tem, bom rekla, inkluzivno-znanstvenim pogledom na prihodnost, na bodočnost posameznika in družbe lahko bistveno spremenil in izboljšal položaj ne samo posameznika, ampak celotne družbe. Tako da jaz vas tukaj v tem trenutku res zelo lepo pozdravljam v svojem imenu, moje ime je Vanja Kisvardaj in sem koordinatorica programa na inkluzivni pedagogiki. Zdaj bom pa ta trenutek šla, zelo lepo mi je videti v bistvu ta mozaik, nekateri imena, nekaj imam tudi čestitke, ampak bom dala zdaj share screen, tako da bomo pogledali tudi v bistvu te prosojnice, ki smo jih pripravili za vas. Mislim, da jih vidite, dala bom samo še na takole, a se vidi dobro? Mislim, da se. Tako da čisto uvodoma bom pozdravila v bistvu še sodelavce, ki bodo zdajle majčkeno bolj intenzivno sodelovali tudi v tej predstavitvi, na kratko, kako bo ta predstavitev sploh potekala. Torej, predstavila sem že sebe, Vanja Kisvardaj kot koordinatorka programa in Janez Drobnič, ki je koordinator na izrednem študiju inkluzivne pedagogike, ker organiziramo tako redni kot izredni študij. Pozdravljam tudi dr. Majo Mezgec, ki je predstojnica našega oddelka, Andrejo Perčič, našo strokovno sodelavko, ki v bistvu poskrbi za vse najpomembnejše stvari in tokrat tudi za snemanje. Hvala, Andreja. Našo predstavnico iz referata za študentske zadeve na naši fakulteti, Nadine Baruca, in vse še naše profesorje, ki se vam bodo pridružili oziroma ki vam bodo predstavili delčke tudi svojih programov, Karmen Drlič, Aksinjo Krmavner, Mojco Kukanja Gabrielčič in verjetno se nam bo tudi še kdo pridružil. Tako da naša predstavitev nekako bo v bistvu šla v tem smislu, da bomo najprej povabili našo predstojnico za en uvodni pozdrav, potem bomo majčkeno namenili besedo samo temu, zakaj sploh inkluzivna pedagogika, glede na to, da ste verjetno zasledili, ko ste sledili ali pa iskali, kam usmeriti ta svoj klic, notranji interes, v čem se inkluzivna pedagogika recimo razlikuje od ostalih podobnih profilov, kot so specialna pedagogika, socialna pedagogika, logopedija in tako naprej.
Potem bomo prosili dejansko iz referata predstavnico, da nam bo povedala glavne stvari, ki so pomembne za vas zdajle za sam opis. Predstavili bomo na kratko predmetnik in tukaj se bodo predstavili tudi naši profesorji. Seveda bomo spregovorili tudi o zaposljivosti diplomantov naših, kar vas to zagotovo tudi zelo zanima, in namenili potem na koncu tudi besedo vam. Tako da, draga Maja, jaz kar tebe vabim, da pozdraviš, pa bom šla zdaj na stop sharing, tako da te vidimo lahko, mečkom bolj. Izvoli, Maja. Hvala za besedo. Lep pozdrav tudi z moje strani. Veseli me, da smo se danes dobili v takem lepem številu, pa čeprav samo virtualno, in komaj čakam, da vas lahko sprejmemo v naše prostore in da se potem v živo spoznamo. Navadno vas pričakujemo v tem letnem času v Kopru, v takem lepem, prijetnem, sončnem popoldnevu. Danes nam je tudi vreme zagodlo, ampak v redu. Bomo speljali v taki bolj virtualni obliki našim dan. In jaz bi vam tudi ob začetku rada čestitala, da razmišljate o tako plemenitem poklicu, kot je inkluzivni pedagog, delo inkluzivnega pedagoga in pedagoga nasploh. Poklic, ampak daje veliko zadoščenj in predstavlja neko tako življenjsko izbiro, tako kot je že kolegica Vanja omenila. Jaz sem sicer po izobrazbi andragog, tako da ne sodelujem na tem študijskem programu. In glede samih vsebin in študija bom potem prepustila besedo kolegom, ki so podkovani na tem področju. Bi vam mogoče uvodoma samo na kratko predstavila tudi, katere so recimo prednosti izbire na Pedagoški fakulteti Univerze na Primorskem. Naši študentje izpostavljajo predvsem medčloveške odnose. Odnose med študenti in visokošolskimi učitelji, katerimi zelo dobro sodelujemo, pa tudi znotraj med samimi študenti zelo lep tim. So vsestransko aktivni, ustvarjalni, angažirani, tako da skupaj ustvarjamo neko zelo prijetno delovno vzdušje, delovno okolje. In kot ste sami slišali, že v bistvu neto pogrešamo delovno okolje, katerega smo prikrajšani s tem, da delamo večinoma od doma. Tako da res še enkrat lep pozdrav z moje strani in komaj čakamo, da vas lahko sprejmemo v naše prostore in da sami okusite to naše delovno okolje in vzdušje na fakulteti. Takole, hvala Vanja, vračam besedo. Najlepša hvala, Maja, za tvoj uvodni pozdrav vsem nam in študentom. Grem bodočim študentom, jaz sem vas že kar sprejela, evo. Delim zdajle tudi še naprej z vami. Če bo čisto na kratko, bomo pogledali, zakaj sploh inkluzivna pedagogika, to, kar sem vam obljubila. Ne bom šla čisto po prosojnicah, v bistvu bi vam tukaj želela, tukaj lahko si sami vmes mogoče tudi preberete, ampak bom rekla, en tak ključen dogodek v zgodovini slovenskega šolstva, pa ne samo slovenskega, ampak pač v slovenskem je bila prelomnica leta 2000 z zakonom za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami, še prej pa v Evropi Salamanška deklaracija leta 1993, je bila v bistvu ta zaveza, da je potrebno res poskrbeti za vse otroke znotraj večinske šole, ali pa vsaj za največjo večino otrok znotraj večinske šole, da so vsi lahko deležni izobraževanja, bom rekla, kakovostnega izobraževanja pod enakim oziroma skupaj z vsemi drugimi učenci. Jaz bi vas samo nekaj prosila, če lahko samo mikrofone izključite. Pa Andrejo bi vprašala, zdajle tukaj mi javlja, da bo čez 10 minut potekla licenca, jaz sem pa mislila, da imamo licenco, ki je v bistvu ta dolga, zakupljena.
bomo preverili, Tina bi mogla to urediti, no? Tako da mislim, da bi moglo biti vse v redu. Bom preverila pri Tini ta čas. Okay. Če ne, se pa samo vsi še enkrat na isti naslov, če se slučajno zgodi, da se sesuje, se samo še enkrat na isti naslov povežte in poteka v bistvu to lahko zelo hitro ponovno naprej. Ne? Okay. Torej, bom rekla, naša fakulteta, Pedagoška fakulteta Univerze na Primorskem, se je nekako prva odzvala prav na to potrebo večinskih šol, v katerem so spremembo zakonodaje potrebovali z vhodom, z vstopom seveda otrok s posebnimi potrebami v večinsko šolo, ne, strokovnjaka, ki bo zmožen v bistvu delati z vsemi. Torej ne samo s posameznimi vrstami motenj, ampak bo imel nekako pregled, širok pregled in znanja, da bo lahko pomagal vsem učencem, pa tudi seveda njihovim staršem in učiteljem. To je tisto, bom rekla, kar na nek način odlikuje ravno diplomante našega pedagoškega programa, našega magistrskega študija inkluzivne pedagogike, da v bistvu so en tak vezni člen, bom rekla, en vrelec znanj, inkluzivnih znanj za delo z otroki s posebnimi potrebami. Želimo si tisto, kar je, vidimo, absolutno je potrebno otroka, ki ima posebno potrebo, obravnavati v različnih fazah z različnih aspektov. Zato so potrebni številni različni profili strokovnih delavcev, tako pedagoških kot tudi nepedagoških, torej razni medicinski ali pa terapevtski strokovnjaki. Ampak inkluzivni pedagog ga pa vidimo v šoli kot strokovnega delavca, ki bo znal nekako povezovati vse te, zelo cvili. Vas prosim še enkrat, da tisti, ki trenutno, bom dala jaz unmute all, tisti, ki trenutno niste, da bi lahko samo utišali svoje mikrofone. Samo. Nekje nam zdaj zelo piska, ne, pa bi rada tole samo unmute all dala, sem zdaj ne vidim trenutno, no, bomo poskusili. Dobro. Takole. Maste vidite zdajle prosojnice, ne, so vidne? Torej, inkluzivni pedagog je bil nekako, bom rekla, en tak odgovor na potrebo, ki so jo imele šole in zdaj v bistvu ta program, bom rekla, ali pa te kompetence, ki bi jih ne imel en dober inkluzivni pedagog, se mi zdi iz leta v leto, tudi če dopolnjujemo, razvijamo, nadgrajujemo. Tako da to je en tak program, tudi študijski, ki je v razcvetu, v razvoju, ki je na nek način, bom rekla, zelo dobro sprejet, zelo res veliko pozitivnih odzivov imamo, tako predvsem strani šol, strani ravnateljev. Ravno danes smo imeli tudi en tak sestanek, kjer so res zelo izjemno pohvalili v bistvu naše magistrante tudi številnih drugih šol. Še ena mogoče značilnost takšna je teh naših diplomantov ali pa želja, vizije recimo našega študijskega programa, da se niti ne bi omejila samo na šolo, ampak vidimo nekje vlogo inkluzivnih pedagogov v vseživljenjskem izobraževanju na različnih področjih in v bistvu to boste zaznali, tisti, ki se boste odločili za študij na naši fakulteti, v tem programu, tudi v vseh pravzaprav predmetih, ki jih ponujamo, da se ne ustavljajo striktno na šolskem delu ali pa predšolskem delu, ampak v bistvu vsi imajo neko vizijo, neko bom rekla, nadaljevanje vsega svojega tega tranzicijo, ne, vseh teh svojih prizadevanj tudi v
življenju, v nekem vseživljenjskem izobraževanju, oziroma tudi ne samo na področju izobraževanja, tudi na področju recimo kariernega razvoja, prostočasnega razvoja, oziroma kakovostnega preživljanja prostega časa, no, zato ker v bistvu osebe s posebnimi potrebami, za njih je potrebno poskrbeti celostno, ne. Kot družba, kot posamezniki, na kakih vključujemo, dejansko skušamo načrtovati ta njihov razvoj tako. Program, ki smo ga načrtovali, je nekako zelo bogat, vsebuje oziroma zajema 120 kreditnih točk. 2 leti poteka, 2 leti traja in se pravi 60 in 60, na koncu v bistvu pridobimo ta naziv magister, profesor inkluzivne pedagogike. Gremo, se pravi, kot sem že povedala, tudi ne, poteka tako redni študij, ki je v Kopru, in pa izredni študij, ki poteka letošnji vpis oziroma v oktobru bo vpis v Kopru in na Ptuju izredni študij. Tukaj le bi mogoče povedali samo o pogojih za vpis v prvi letnik, ki so vezani na diplomo na študijskem programu prve stopnje iz nekega ustreznega strokovnega področja. Če je seveda na naši fakulteti, tako bom rekla, ko sprejemamo študente tudi nepedagoških smeri z prve stopnje z diferencialnimi izpiti, vendar pa, oziroma zakaj smo se tako odločili? Zato, ker ravno to, kar sem uvodoma rekla, nekako želimo zelo široko gledati na spodbude ali pa na razcvet idej tudi na področju inkluzije v celotni družbi. Ne samo znotraj vzgoje in izobraževanja, ampak dejansko v vseživljenjski osi življenja oseb in družbe ljudi. Nasplošno, torej ne samo s posebnimi potrebami, ampak dejansko človeštva nasploh, ne. Družba nekako bi mogla postati glede na vso globalizacijo in na vse, bom rekla, tudi tako res spremembe, novosti, ki jih moramo sprejemati, zelo fleksibilna in odprta za sprejemanje in odzivanje, predvsem na pozitivno odzivanje do vključevanja, bom rekla, sprememb, ki so nujne ali pa ki so, bom rekla, potrebne za to, da človeštvo napreduje v svoji humanosti. Tako da tukaj potem pač zato s tem namenom v bistvu se nam zdi zelo pomembno, da odpremo vrata tudi diplomantom nepedagoških programov, seveda z diferencialnimi izpiti, ker pa je potrebno, sploh če bodo zaposleni v vzgoji in izobraževanju, da seveda ta znanja pridobijo in razvijo. Še bolj pa nekako si morda želimo, da bi imeli vizije tudi po ne zaposlovanju samo znotraj vzgoje in izobraževanja, ampak morda tudi še na drugih področjih. Torej, diferencialne izpite, ki so nekako, bom rekla, pogoji, ki spadajo med pogoje za vpis v prvi letnik, nekako so po navadi iz področja pedagogike, pedagoške psihologije, psihologije osebnosti, torej to so vse predmeti, ki jih predmetniki nepedagoških, recimo fakultet, ne vsebujejo, ne, specialna pedagogika, tudi pedagoško raziskovanje in te zaenkrat po zdajšnjem pravilniku te diferencialne izpite lahko kandidat opravi pred vpisom v magistrski študij, izjemoma nekako najkasneje v prvem letniku, se pravi do vpisa v drugi letnik. Vsak izpit pa pač velja, prinese 6 kreditnih točk. Zaenkrat v bistvu je načrt tak, da na redni študij imamo razpisanih, ki bo potekal seveda v Kopru, imamo razpisanih 30 vpisnih mest in tudi po 30 mest na izrednih študijih, kjer bomo letos vpisovali, kot sem rekla, v Kopru in pa na Ptuju.
torej v 2 lokacijah izrednega študija. Seveda obstajajo omejitve pri vpisu. Predvsem seveda je tista omejitev ali pa en tisti kriterij so ocene, ki jih pač posamezniki ste jih pridobili v prvostopenskem študiju in sicer povprečna ocena in ocena diplomskega dela. Zdaj, na tem mestu bi pa jaz zdaj predala Nadin tebi besedo, ker so vpisni postopki zdaj na vrsti, tako da te vabim, če se vključiš in ja. Hvala, Vanja. Če je karkoli takega, lahko tudi vprašate v chatu, jaz bom poskusila spremljati. Prosim pa tudi, če ostale profesorje, mogoče, če ste pozorni na chat, če je kakšna taka stvar, da lahko tudi odgovorimo sproti. Kar izvoli, Nadin. Hvala. Lepo pozdravljeni tudi z moje strani. V bistvu mi vam nudimo nekako v referatu podporo, kar se tiče same izbire študija in vsega, ampak v prvi fazi bi vam sploh na kratko predstavili, kakšni so postopki, da se boste lahko v tem primeru inkluzivno pedagogiko sploh prijavili in potem opisali, da se lahko potem udeležujete vseh predavanj in vseh obveznosti. Jaz vam to predstavljate glavne podatke, predvsem mogoče bodite pozorni na datume in na roke, ker je vse povezano z ministrstvom in kasnejše spremembe niso možne. Zdaj v tem primeru je tudi fajn, ki si lahko naredite kakšen print screen ali pa si zapišete kakšen link, tako da potem v miru, ko zaključimo, si pogledate. Če se vam bo porodila kakšno vprašanja, me lahko komot vmes prekinete. Drugače pa, če nam pišete na mail od referata, vam v roku dneva, maksimalno 2 dnevov tudi odgovorimo, damo vse napotke, kako in kaj za naprej. V glavnem, ko ste pa se odločili za vpis, je za vas Biblija, ta razpis za vpis in ga dobite najlažje na strani od EVŠ-ja, kar v Google se vtipka EVŠ prijava in vas bo vrglo na to vstopno stran, katero vidite na prosojnici. In tle kliknete na razpis za vpis. Tukaj so vsi razpisi, tako da zberete univerzo in fakulteto, ki vas zanima. In boste našli notri roke in datume, vse prijavne postopke, vse. Tukaj tudi se vidi v tem zelenem okvirčku, na tem razpisu, je tudi tukaj se odda prijava za vpis. Tako da vse se najde na tej strani. To je glavna stran, ki je vodilo za prijavo. Potem, če gremo naprej, bi vam povedala postopek, kako se prijavite. Prijavite se pravi se na tem linku. Prijava je odprta že od 8. aprila in bo trajala do 27. avgusta. To je prvi prijavni rok. In lahko se prijavite na 3 možne načine, in sicer ali z uporabniškim imenom in geslom. To je tako kot za mail, ko si kreirate uporabniško ime in geslo. Če ne, je z SIGANCO, to je digitalno kvalificirano potrdilo, oziroma če imate kakšno drugo. Letos nov način je tudi ta AAI račun. Zdaj, oni, ki ga uporabljate, ga tudi že dobro poznate in veste, zakaj se gre. Ostali se s tem ne rabite obremenjevati. Če uporabite eno od prvih 2 možnosti, je čisto zadosti. Razlika med prvih 2 možnostima je ta, da pri uporabniškem imenu in geslu prijavo natisnete, jo podpišete in z dokazili pošljete na fakulteto. Pri kvalificiranem digitalnem potrdilu pa pošljete samo dokazila, prijave ni treba tiskati. Kam pošljete prijavo? Pošljete prijavo na fakulteto, se pravi na UPPF Cankarjeva 5-6000 Koper, če ste se odločili za našo fakulteto, in obvezno na ovojnico napišete, da gre za prijavo za napodiplomski študij. In bodite pozorni, da je rok 28. avgust, torej mora biti poštni žig 28. avgust. Kar bo kasnejših žigov, mi ne smemo sprejeti. Tako da dejte ne čakati prav zadnji dan, ker rok je dolg, lahko že zdaj pošljete. Če niste prav sigurni, kaj bi, lahko pošljete tudi 2-3 prijave, imate omejitev na 3 prijave, tako da pošljite več prijav, lahko gor ročno pripišete, za katero željo gre. Se pravi, če se želite na prvo mesto dati redni študij, napišete na prijavo, ki jo natisnete, da je to prva želja. Drugače potem, če bodo na posameznih študijskih programih po zaključku prvega prijavnega roka ostala prosta vpisna mesta, lahko fakulteta razpiše tudi drugi oziroma kasneje tudi tretji prijavni rok.
Zdaj, če bo drugi prijavni rok razpisan, bo objavljeno na spletni strani fakultete. Tako da, Vanja, lahko da ste mogoče naprej prosojnik, to bo lažje, da bojo lažje sledili. Tako. Drugi prijavni rok bo bil zelo kratek, ker se odvija že septembra in bo potekal od petka 11. septembra do srede 16. septembra. Tako da tlele je treba že bolj slediti, kje bo še prosta mesta. Potem, kar je še pomembnega, so te pomembne informacije. Tu se pojavlja največ vprašanj glede tega, kdaj se lahko prijavite in kakšne so razlike med posameznimi postopki. Obvezno morate imeti zagovor do zadnjega dne prijave. Če nimate diplome v roki oziroma če niste diplomirali na prvi stopnji, se na drugo stopnjo ne morete vpisati. Vi lahko prijavo in potrdilo o opravljenih izpitih pošljete že prej. Recimo, če imate zagovor 25. avgusta, vi lahko vso dokumentacijo pošljete že prej in na koncu samo potrdilo o diplomiranju še dodate. Ampak mora biti pred zadnjim dnem prijave. Naknadne prijave, kot sem rekla, po preteku roka ni več mogoče, ker EVŠ vse skupaj blokira. Po zaključnem prijavnem postopku bomo mi izvedli sprejemni postopek in kandidatom poslali vabila za vpis z vsemi navodili. Rok za vpis je kratek, ker tukaj smo že konec avgusta, začetek septembra, se pravi en mesec pred samim pričetkom študijskega procesa. Tako da boste takrat pozorni, da ste v začetku septembra nekje doma in da ne zbežite na kakšen zadnji dopust v konc poletja, da boste se lahko pravočasno vpisali. Ker karkoli bo potem zopet po tem datumu, zopet ne bo več možno. Žal ni, da hočemo biti mi tako strogi, ampak imamo zavezane roke tukaj. In se moramo držati vseh teh navodil. Če ste kot lahko date več želj, in če ste sprijeti na prvo željo, vam ostalih prijav potem ne bomo niti upoštevali in pošiljali ampak vas bomo enostavno vpisali tam, ki se najbolj želite. Tudi sam vpis poteka elektronsko, tokrat po tom študijskega informacijskega sistema in boste vi z naše strani dobili uporabniško ime in gesto. Če to, ko boste dobili odločbo, če imate morebitne diferencialne izpite, so te odločbe plačljive. Se me sliši vi v redu? Me se slišimo? Nadin, te slišimo, ampak v ozadju svojega poročila ali ne vem, ene druge stvari? Mojega? Ne vem, nekdo v ozadju, mislim, da je imela Neves, pa da je zdaj... okej. Dobro. Če gremo še nazaj na slajd prejšnji, kjer smo imeli te pomembne informacije, mogoče še to, da se plača odločba o določitvi diferencialnih izpitov je plačljiva in diferencialni izpiti vstopni, paket 5 diferencialnih, katerih vam je Vanja prej predstavila, so plačljivi. Za tiste, ki pa se vpišejo neposredno v drugi letnik, pa plačilo izpitov iz prvega letnika ni dodatno plačljivo. In še to mogoče pomembna informacija. Za neposredni vpis v drugi letnik se lahko prijavijo tisti kandidati, ki so zaključili sorodna področja. Se pravi, ali magisterij iz sorodnih področij, ali pa tako imenovana stara univerzitetna izobrazba, ampak mora biti vse iz sorodnih področij, da se prizna vsaj 50% vsebin prvega letnika. To je velika razlika od lanskega leta, ker če se vam ne prizna teh 50% vsebin iz prvega letnika, letos žal ne izpolnjujete pogojev za neposredni vpis v višji letnik. Tukaj treba biti malček pozorni. Če ste v dvomih, ali izpolnjujete pogoje ali ne, se nam lahko prej pošlje v pogled dokumentacijo in potem predstojnice in koordinatorji to pregledajo in sporočijo. Če bo takrat rok konec, da se bo približeval konec prijave, se lahko pošlje željo tako za vpis v prvi letnik, kot v drugi letnik. Tako da ne bi slučajno izgubili mesta, ampak boste potem se vpisali tam, ki boste izpolnjevali pogoje. Tako, to je ta glavne informacije, ki so najbolj pomembne, morda, ki se največ vprašanj pojavlja. Drugače, če boste imeli težavo, kako izpolniti to EVŠ prijavo, je na YouTubeu tak lep, zelo nazoren posnetek in če boste sledili tem navodilom, mislim, da ne bo nobenih težav. Če se kakršnekoli težave pojavijo, nas lahko kontaktirate, brez težav
in vam bomo mi pomagali. Če bo pa kakšna tehnična težava, se bomo pa potem obrnili na EVŠ podporo. No. Je kontakt tudi na njihovi spletni strani ali pa potom nas. Tako da to bi bilo to ta glavno. Tukaj so naši kontaktni podatki. Predlagam res, da če imate vprašanja, pišete na mail od referata, kjer smo prisotne jaz in sodelavke, tako da če katera manjka, odgovori kakšna druga. In res boste v kratkem dobili odgovor, vse izčrpne informacije in bo tudi vse pisno, tako da ne boste potem bili v dvomih, kaj smo mislili, če smo se razumeli ali ne. Tako da nobeno vprašanje ni neumno, vsa vprašanja so na mestu in z veseljem vam bomo pomagali. Zdaj, če je kakšno vprašanje že zdaj, lahko kar povprašate, če so kakšni dvomi, mogoče, če sem kaj prehitro povedala, nisem bila dovolj jasna, drugače pa kot pravim, ali nas pokličete v času uradnih ur, se pravi ponedeljek, torek, sreda od 10 do 1 in ob sredah in petek tudi in potem sreda in petki še od 3:30 do 4:30 popoldne. Tako da smo vam na razpolago in vam z veseljem pomagamo. No. In tako da dobrodošli in upam, da se srečamo tudi na hodnikih enkrat fizično na naši fakulteti. Drugače sem pa videla, da je tudi predstavnica iz Ptuja prisotna, kjer bi oni tisti, ki bi se odločili za lokacijo, bi z njo sodelovali, tako da je tudi Bernarda sem videla prej tukaj vmes. Mislim, da če bo kakšno vprašanje tudi glede Ptuja, glede lokacije same ali kaj takega, bo tudi ona kaj povedala. Ja, pozdravljena Bernarda, me veseli, da ste tukaj z nami tudi, ja, tako da zelo z veseljem se vključite še vi mogoče, tudi lahko kar zdaj ta trenutek. Ja, lepo pozdravljeni potem tudi v imenu Ljudske univerze Ptuj. Tisti, ki se boste odločili za študij na Ptuju, ste seveda vabljeni k nam v naše prostore in jaz upam, da se bomo potem čim prej v fizični obliki srečali, ne samo tako preko spleta, tako da zaenkrat pa dobrodošlico, no, pa vse dobro. Super, najlepša hvala Bernarda, hvala lepa Nadin tudi tebi, ki so vse te koristne informacije. Zdaj le vidim eno vprašanje postavlja Andreja, ali je mogoče glede na urnik izvedbe vzporedno imeti še modul za zgodnjo angleščino v šoli? Ja, tako bom rekla, seveda je veliko tako deležni, različni študenti imajo različne kombinacije študijev. Tako da bom rekla, možno je kombinirati, ampak pri vsem tem pa je, bom rekla, zelo pomembno se držati urnikov oziroma izvajanja, ker se veste, kako vsak profesor želi ali pa je prepričan v to pravzaprav, da je znanje, ki ga želi podati, zelo aktualno, zelo potrebno in bom rekla tako, ga sebično na nek način varuje in želi posredovati. Je pa seveda, mislim, da vsak izmed kolegov zelo dovzeten in sploh glede na to, da vemo, da je zaposljivost diplomantov prvič to, drugič pa tudi v bistvu kakovost, bom rekla, pomoči, ki jo daje nek strokovnjak, ki ima več znanj, torej, ki ima morda celo več diplom, zelo dobrodošla za posameznika, se pravi za učenca, otroka s osebo s posebnimi potrebami, kot tudi za okolje, za družino in za učitelje. Tako da na vsak način, Andreja, podpiramo oboje. Zelo podpiramo to, da so študenti, recimo, bom rekla, aktivni še na drugih področjih razvijanja svojih kompetenc ali pa pridobivanja različnih izobrazb. Vendar pa smo, bom rekla, tudi zelo zaverovani v, bom rekla, pomembnost znanj, ki jih posredujemo tudi mi. Tako da smo fleksibilni, vendar pa ne v smislu, bom rekla, brezglavega popuščanja, da kakšnih obveznosti ni potrebno narediti. Stojimo pa zagotovo za tem, da se da veliko, sploh zdaj smo bili deležni vsi skupaj tudi te izkušnje, da lahko veliko stvari morda speljemo tudi na drugačen način, da je tukaj en ustvarjalen, širok pristop, lahko zelo kakovosten, omogoča, bom rekla, več rešitev, ki niso nujno povezane s tem, da se kakšno stvar opusti, ampak se jo v bistvu naredi na drug način.
Tako da upam, Andreja, da sem vam odgovorila na to vprašanje. Ali so kakšne možnosti, da bo naslednje leto potekal izredni študij v Škofja Loki? Zdaj jaz, kot vem, razpisanega prvega letnika v Škofja Loki za naslednje leto ni. Ja, Andreja, očitno ja, je bila, dobro. Zdaj pa dežuje vprašanje, jaz tako hitro ne bom mogla brati, tako da prosim za pomoč morda še kakšne kolege. Kar se tiče teh diferencialnih, kar Nadin izvoli. Kar se tiče teh diferencialnih izpitov vstopnih, če imate upravljeno pedagoško in andragoško izobraževanje, vstopnih diferencialnih izpitov ne potrebujete, jih ne upravljate, tako da se vam priznajo te odpaja. Ja, te se priznajo, tako, te se, če so bili vsi narejeni, seveda, ja. Hvala, Nadin, ja. Ali se bo študij inkluzivne pedagogike sistemsko uredil v prihodnosti oziroma bolj uveljavil? Naprimer v Velenju, razvojnem oddelku, je zaposlen inkluzivni pedagog, vendar dokler ne dobijo, absolutno se bo. Tukaj vam povem, gre za dva profila, jaz to vedno poudarjam, specialni oziroma specialno rehabilitacijo, jaz sem specialna pedagoginja oziroma defektologinja, še čisto postaram. Specialni pedagog je bom rekla, zelo pomemben, ključen profil pedagoškega delavca v življenju, recimo oseb s posebnimi potrebami, sploh v času, recimo, ene prve diagnostike in zgodne obravnave zagotovo. Vendar pa inkluzivni pedagog ima tako zelo specifično in dopolnjujočo vlogo v tem, bom rekla, konceptu spremljanja in pa vzgoje in izobraževanja in odraščanja teh oseb s posebnimi potrebami, da sta to dva profila, ki sta dopolnjujoča, ne pa ali enega ali drugega. Tako da jaz tukaj vam, Helena, enostavno odgovorim, mislim, da bo sistem dozorel za, bom rekla, razlikovanje teh okusov oziroma teh prispevkov, ki jih posamezen profil lahko da. Oba sta enako dragocena. In sem prepričana, da tudi v razvojnih oddelkih ima inkluzivni pedagog svojo vlogo, svoje mesto, ki ni, bom rekla tako, v določenem delu se lahko prekrivata, različni, vsi pedagoški poklici se lahko v določenih delih prekrivajo, vendar pa so posamezne specifike tako zelo programsko nezamenljive, da je potreben tako specialno-rehabilitacijski pedagog na enem delu obravnave otrok s posebnimi ali pa oseb s posebnimi potrebami in inkluzivni pedagog na drugem delu, ki jih specialni pedagogi ne obvladajo, inkluzivni pa jih odlično. Tako da se mi zdi, da tukaj to vprašanje, bom rekla, družba dozoreva, ne bo dozorela, ampak že zdaj dozoreva in inkluzivni pedagogi so vedno bolj prepoznani kot pomembni in nenadomestljivi tudi v tem delu. Eva, tudi ker je naslednje vprašanje, zakaj inkluzivni pedagog ne more poučevati v šoli s posebnimi potrebami, oziroma verjetno imate v mislih v šoli z nižjim izobrazbenim standardom, lahko, vendar v primeru, da ima recimo predtem narejen razredni pouk. Tako da v tem smislu lahko se vključuje. Tina, izvoli, imaš besedo. Kar dokončaj. Tukaj gre pa za to kombinacijo v bistvu izobrazbe. Tega se morate zavedati. Specialno-rehabilitacijski pedagog je 5-leten študij. Torej, specialno-rehabilitacijski pedagogi so dejansko educirani v vsej svoji tej izobraževalni osi za izobraževanje oseb s posebnimi potrebami. Na področju diagnostike, na področju izobraževanja, bom pa rekla, so pa primarno usmerjeni v poglobljeno individualno obravnavo teh otrok. Inkluzivni pedagogi so pa, tako kot že samo ime pove, inkluzivni, vključujoči pedagogi, pa niso fokusirani zgolj na motnje in na tiste, bom rekla, specifične primanjkljaje, ki jih ima posameznik, ampak preko tega gledajo bolj v to, kako bi vključili tega posameznika v družbo, v eno kakovostno življenje, v, kot sem rekla, prej vseživljenjskem razvoju.
delajo z vsemi, ki so vključeni v razvoj teh oseb s posebnimi potrebami, od otroštva do starosti lahko. Ne? In bom rekla, poskrbijo za širše okolje, ne zgolj za tisto terapevtski del, recimo, za katerega so pa zagotovo ta trenutek specialno-rehabilitacijski pedagogi bolj usposobljeni od naših, od inkluzivnih pedagogov. Ampak kot pravim, sta dva različna profila strokovnih delavcev, oba zelo ali pa enako pomembno v življenju teh oseb in družin otrok s posebnimi potrebami. Tina, izvoli. Ja, hvala. Jaz se opravičujem. Lep pozdrav vsem. Jaz sem Tina Štemberger in tudi, če pridete na izredni študij, potem se bomo srečevali, no, na rednem pa bo ta predmet delala kolegica Cencič, tako da, ampak pustimo zdaj to stati. Kar sem želela dodati je to, ne, vsem, kar je kolegica Vanja povedala, se seveda strinjam. Jaz mogoče to zgodbo o inkluzivni pedagogiki in o zaposljivosti inkluzivnega pedagoga, jaz jo vidim kot eno zgodbo o uspehu. Ne. Ko smo mi na fakulteti začenjali leta 10-11 z izvajanjem tega študija, so bili praktično inkluzivni, veste, torej, verjetno veste, ne, da poklici v izobraževanju so normirani. Se pravi, dokler ni nekega poklica v nekem pravilniku, vas tja nihče ne more zaposliti. Se pravi, treba je doseči, da se spravi to v pravilnike o zaposlovanju, torej o ustreznih kadrih. No in takrat pravzaprav v tem sistemu vzgoje in izobraževanja inkluzivni pedagogi niso bili zaposljivi. Zdaj, če izračunamo zelo hitro, ne, to je 9 let od tega. In v tem času je ta inkluzivna pedagogika in ljudje, ki so tudi tukaj z vami nekateri, ne, ki so se za to borili, so dosegli ogromno. Torej, v bistvu ta zaposljivost je prišla iz točke nič na zelo širok spekter. Ne. Tako da mislim, da ima tudi koordinatorica en tak seznam, torej zelo široka zaposljivost. Je pa res, da pač v nekaterih, bom rekla, porah še ni uvrščen ta profil, se pa seveda dela na tem. Ne. Tako da, veste, profil je relativno nov, star je 9 let, ne, in pač potrebuje svoj čas, ne, v primerjavi z drugimi profili, ki so, bomo rekli, v Sloveniji že dlje časa in so bolj uveljavljeni. To je normalno. Ne bolj uveljavljeni, bolj poznani, se moramo opravičiti. Ne. Ampak dejansko jaz to vidim kot zgodbo o uspehu in verjamem, da s tem, ko se prepoznava in tako, kot je prej tudi rekla koordinatorica, mi imamo poročila s terena o tem, da so šole in zavodi izjemno zadovoljni z našimi inkluzivnimi pedagogi in na ta način imamo tudi na nek način potem, bomo rekli, pritisk ali support mogoče tudi prakse za to, da se inkluzivne pedagoge uvršča v te pravilnike. Ne? Ker to je pomemben element, ne? Ker vi imate lahko super znanje, ampak morate biti v pravilniku. In tukaj je bilo narejeno veliko, še nekaj pa sem prepričana, da bo narejeno. Tako, hvala. Hvala Tina za ta tvoj vložek, je zelo na mestu. Se mi zdi, da ravno to pravzaprav daje na nek način tudi eno tako moč tej inkluzivni pedagogiki, ker je živa, ker se vsi skupaj zavedamo, da je še ogromno dela, ker jo kreiramo res z vsakim letom sproti in jo oblikujemo v bistvu v sodelovanju pravzaprav študenti, tako na rednem študiju kot na izrednem in s njihovimi v bistvu delodajalci. Tako da tukaj vse, bom rekla, tako zelo živo, ustvarjalno, ves čas se nekaj dela, zelo pa stremimo v bistvu res k temu, da črpamo tudi res ta najbolj sodobna znanja iz sveta pravzaprav, tako da veliko je, ne vem, če bo tukaj pravzaprav tudi vprašanje, ne, so predavanja obvezna ali pa ne, je vprašanje, kako je z zamujanjem, tako da zelo mi je všeč res ta ton, torej ne vprašanje, so predavanja obvezna ali pa ne, ampak smemo majčkeno zamuditi, seveda pač na pot v bistvu ne moramo vplivati, ne, te zastoji verjetno dostikrat nam povzročajo neke težave. Bom rekla, hvala Bogu, se mi zdi, da ta Primorska, razen kadar se sneg začne, vrhniški planec je nekako ovira. Drugače pa mislim, da kar dosti dobro vozimo, hvala Bogu, res tukaj smo, dosti pretočni, zamujanje je, seveda toleriramo na vsak način. Si pa želimo, ampak res, to bom rekla tako, je iz zaljubljenosti v znanje, ki ga ustvarjamo, ki še ni v našem prostoru, bom rekla, zakodirano, ker je še v nastajanju.
in ga bom rekla, kot vroče žemelce še prenašamo v ta naš prostor. Profesori, ki delujemo na tem programu, dnevno v bistvu naš vsakdan je v bistvu sestavljen iz branja strokovne znanstvene literature, pač iz tega področja, ne vsak, veste, da je dejansko delo z otroki ali pa s populacijo s posebnimi potrebami je v razcvetu. Zaradi napredka v tehnologiji, zaradi novih znanj, zaradi v bistvu diagnosticiranja, veste, da na začetku je bilo bistveno manj skupin, kot jih imamo zdaj. Zdaj pa v bistvu smo bolj občutljivi za različne potrebe, ne? In v bistvu vsaka taka skupina je postala v bistvu kot neko področje znanosti svoje, ne? In tukaj v bistvu vsak nekako črpa, išče, razvija znanja in na nek način zdaj se mi zdi, nas je večina v težavi, kako hkrati študirati, predavati in pisati in še raziskovati. Zato si zelo želimo, po mojem, vsi vaše prisotnosti na predavanjih, ker vam dejansko posredujemo znanje, ki ga razvijamo v povezavi z vso znanstveno literaturo sodobno, ne, ker vsi, bom rekla, vsa ta literatura je novejša, je po letu 2010, vsaj večinoma, ne, tako da in pričakujemo v bistvu tukaj, da to sprejmete z nekim entuziazmom tudi vi, ne. Seveda pa smo tukaj, kot sem rekla, vedno dovzetni za to, da so različne potrebe tudi na strani vas, ki prihajate iz različnih oddaljenih krajev. Gledam zdaj še naprej, diferencialni izpiti se opravljajo pri nas, pač v Kopru, na naši fakulteti, lahko tudi na različnih lokacijah. Izpiti, ki jih se opravljajo na Ptuju ali v Kopru, v bistvu študenti, ki ste vpisani v posamezno enoto oziroma na posamezno lokacijo, tam opravljate izpite vsaj pač tiste glavne roke, ne, potem pa se lahko prijavite tudi na izpit, recimo v 2., 3. roku, tudi če poteka, čeprav smo mogoče na Ptuju študirali. Za naslednje leto v Škofja Loki jaz ne vem točno, ampak mislim, pač to vam ne znam odgovoriti, mogoče iz referata bo kdo vedel bolj odgovoriti ali pa maja, če bo naslednje leto v Škofja Loki lahko razpisan tudi študij, izredni študij inkluzivne pedagogike. Tako da zdaj ne se kar nabirajo še naprej vprašanje, jaz mogoče ne bom ta trenutek sledila, prosim pa kolege, če bodo mečkam ven, oziroma gremo lahko kar s temi našimi prosojnicami naprej, kar vam bo v bistvu pokazalo tudi širino na nek način tega našega študija. Kot smo že prej rekli, v bistvu je tista kvaliteta ali pa značilnost študija inkluzivne pedagogike, da se dejansko dotaknemo potreb vseh skupin, ki jih obravnava zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami in še celo širše. Torej, 9 skupin otrok s posebnimi potrebami nekako poznamo, ne bom jih jaz zdaj naštevala, to je v bistvu tudi eno področje, ampak dobro, da ne bomo s tem času izgubljali, verjetno nekaj tega boste zasledili skozi predstavitve tudi različnih naših kolegov, ki se bojo vključili zdaj v to predstavitev, ampak dejansko, tako s čustvenimi, kot govorni, jezikovni, gluhi, naglušni. Ravno smo se pogovarjali tudi danes, čeprav majhne skupine, ne gluhoslepi, tudi teh se bomo poskušali dotakniti, ne, slepih in slabovidnih, tudi nadarjenih seveda, čeprav niso v tem zakonu zajetih, ampak vendarle dvojno izjemni otroci, ki imajo posebne potrebe, imajo pogosto tudi veliko talentov in veliko področji, kjer presenečajo v bistvu svojimi pogledi in načini, kako se lotevajo stvari. Nekaj takih bolj, bom rekla, temeljnih predmetov, kot so individualizacija vzgoje in izobraževanja, kjer pogledamo v bistvu, kako ta naš, to je ravno moj predmet tudi, kako v bistvu v tem našem vzgojno-izobraževalnem programu lahko od začetka do konca, bom rekla, diferenciramo in individualiziramo pouk ali pa pomoč, recimo, in pripeljemo otroka do tiste
točke pomoči, recimo kot je dodatna strokovna pomoč, ki mu pripada kot, bom rekla, pravica, vključno z individualiziranim programom, socialna integracija, veliko seveda je dela tudi širšega, ne samo z otroki, ampak tudi z starši, ne, v smislu res enega tega partnerskega sodelovanja. In tudi seveda praksa je en tak, bom rekla, zelo pomemben del našega študija, kjer si lahko izberete neko področje, ki vas zanima, to tudi pravzaprav dostikrat spodbujamo. Zelo različno pridete študenti, v bistvu to je tisto, kar je povezano s tem notranjim klicem, ne. Lahko je včasih zelo že diferenciran in fokusiran v kakšno skupino, včasih pa nekoliko bolj razpršen. Tako da tisti, ki boste iskali različne možnosti dela z osebami s posebnimi potrebami, boste šli verjetno v različne zavode opazovati oziroma preizkušati, na kakšen način poteka delo z njimi oziroma kako boste začutili, ne, to svojo možnosti za svoj doprinos. Nekateri ste pa že usmerjeni in že točno veste, kje se vidite, kje bi želeli v bistvu doprinesti, imate morda že tudi veliko izkušenj, sploh tisti, ki se vpisujete na izredni študij, pa lahko v bistvu že ves čas svojega izobraževanja, bom rekla, gradite in dopolnjujete in ostrite to svojo idejo, ki je lahko že neka raziskovalna vaša pot, ne. Tako da obe možnosti sta možni, tako taka bolj divergentna, kot taka bolj ozko usmerjena študija, mislim. Predvsem v smislu dela seminarskih nalog, izbirnih predmetov, pedagoške prakse in tako naprej. Tako da v drugem letniku potem pa še dodamo v bistvu nekaj drugih metod. Veliko je teh metodik dela z različnimi motnjami, torej z več motnjami tudi, kjer se spoznamo z otroki tudi z motnjami avtizma, gibalno oviranimi, dolgotrajno bolnimi, z metode dela s slepimi in slabovidnimi, tudi seveda z gluhimi in naglušnimi, in imamo znakovni jezik, poklicno orientacijo, torej prav ta karierni razvoj oseb s posebnimi potrebami, ker za njih je izjemno pomembno, da znajo tudi, oziroma da jim kot družba, recimo, smo dejavni tudi na področju zagotavljanja nekih možnosti za njihove, kot je naslednji predmet, različnosti in enake možnosti, za njihove možnosti zaposlovanja in nekega, bom rekla, aktivnega doprinosa v družbi, ne. Reflektivna praksa in tudi seveda izbirni predmeti v drugem letniku. Tako da ter na koncu seveda magistrsko delo, ki, bom rekla, okrona v bistvu ta vaš študij pod mentorstvom mentorja, ki si ga boste izbrali, in bom rekla, te naše magistrske naloge so, bom rekla, poslastica, se mi zdi, tako za mentorje, ki smemo sodelovati pri nastajanju tega, kot seveda krona pač vašega izobraževanja, ker dejansko tukaj vložite vse svoje znanje, čustva, emocije, vizije, tako da to je, bom rekla, res en tak lep trenutek in samo ustvarjanje in sam zagovor tega potem magistrskega dela. Jaz bi zdaj v tem trenutku prosila mogoče prav na začetku Karmen Drlič, dr. Karmen Drlič, da se nam pridruži. Zakaj njo na začetku? Zato, ker je tista, ki jo morda nekateri že tudi poznate, ona sodeluje že na prvi stopnji pri različnih predmetih, ki se povezujejo z inkluzijo oseb oziroma otrok s posebnimi potrebami, bodisi v vrtce, bodisi v šole, in bom rekla, en tak vezni člen, iz prve stopnje, potem še tudi v drugo stopnjo, potem imamo pa nekaj še profesorjev, ki so pa izključno samo na magistrskem študiju, pa se bodo kasneje vključili, tako da Karmen, ti predajam besedo in te lepo pozdravljam. Dober večer vsem, še z moje strani. Torej, od letošnjega leta oziroma študijskega leta imam predmet metode dela v bistvu z otroki z znižanimi učnimi sposobnostmi oziroma z otroki, ki imajo motnje v duševnem razvoju oziroma učne težave.
naš fokus pri tem predmetu bo predvsem v učne težave in pa specifične učne težave, pri čemer vse tako smo se letos usmerili v analizo določenih študij primera, pri katerih so morali recimo študentje tako konkretno s pomočjo različne, torej strokovne literature, ki je tudi v angleščini jasno, torej analizirati predmet in razmisliti, kako bi recimo lahko pripomogli k vključevanju otroka, ki ima učne težave ali specifične učne težave v šolo. Tako da je predmet zelo usmerjen v to, da je veliko aktivnega dela strani študentov, veliko samostojnega dela in pa tudi raziskovanja in razmišljanja. Hvala lepa, Karmen. Mogoče bi na tej točki omenila še to, da v bistvu si prizadevamo profesori tudi povezovati se med seboj, tako da poskušamo tudi kombinirati tiste predmete, ki se nam zdi življenjsko, da se povezujejo, tudi v smislu, ne vem, kakšnih skupnih seminarskih ali pa projektnih nalog in pa tudi včasih izpitnih. Na tej točki bi pa mogoče povabila še Aksinjo. Aksinja je pa naša profesorica Aksinja Karmavner, ki v bistvu poučuje pa metode dela s slepimi in slabovidnimi, ki pa so samo seveda v programu Inkluzivna pedagogika, tako da Aksinja, te zelo povabim, da se nam še ti pridružiš. Te imamo, Aksinja. Mislim, da moraš zvočnik vključiti. Aksinja, mikrofon. Ja, sem ga, ampak super. Je v redu? Je. Dobro. Ni hotela prijeti. Tudi z moje strani, dober večer. Vanja, jaz sem pripravila samo 3 drsnice po navodilih, a bi morda lahko jaz tudi delila te 2 drsnice, ker imam večinoma na slikah. Dobro. Hvala. Takole se vidi. Ne še. Ne še. Se bo. Je zdaj boljše, se vidi? Ne še. To pa še verjetno je. Ja, to pa je. Dobro. Jaz prihajam iz prakse. Delala sem kar 25 let na centru Iris za slepe, to je bivši zavod za slepe in slabovidne v Ljubljani. Od leta 2011 pa, ko je bil začetek študija Inkluzivna pedagogika, pa poučujem na Pedagoški fakulteti v Kopru. Zdaj vsebina predavanj seveda ne bomo šli skozi to, ampak vsekakor se boste spoznali s temi znanstvenimi in strokovnimi tiflopedagoškimi pojmi. Bolj pomembno pa je morda to, da bomo imeli tudi veliko prakse, naprimer tečaj brajice, to vidite na spodnji sliki, bomo vsi študenti greste skozi tečaj brajice, da se spoznate, in pa praktično hojo z belo palico, s prevezami, kjer se naučimo, kjer se mogoče tudi postavimo, kolikor se le da v vlogo slepega in pa v vlogo spremljevalca. Na koncu imamo za izpit seminarsko nalogo, kjer strokovno oziroma kar znanstveno raziskujemo naš problem, hkrati pa naredimo nek pripomoček, ali lahko to tipanka, to se pravi tipna slikanica za slepe, igra, karkoli. Tukaj vidite nekaj takih primerov, ki so jih že naredili naši študenti in smo na njih zelo, zelo ponosni, ker so pokazali izjemne sposobnosti, kamišibaj za slepe, nekaj čisto novega, naravoslovni pripomočki, tako da prijazno vabljeni. Toliko z moje strani. Hvala lepa, Aksinja. Hvala v bistvu, da si nas spomnila tudi na te didaktične pripomočke in na to, pravzaprav, da veliko naših študentov ustvarja tudi
v povezavi ali pa recimo za potrebe prakse. Torej, da veliko didaktičnih pripomočkov, ki nastanejo tekom študija, lahko v obliki magistrskih nalog ali pa tudi samo na ravni določenih predmetov, v bistvu nekako bom rekla posredujemo ali pa damo v uporabo različnim zavodom ali pa šolam, kjer se izobražujejo otroci s posebnimi potrebami. Tisto, kar bi pa še mogoče izpostavila, pa bi Tina tudi tebe povabila. Pomembno je ravno zato, ker sem omenila, da je inkluzivna pedagogika znanost, sploh v našem prostoru, ki se še razvija, je zelo potrebno v bistvu veliko stvarem pristopiti tudi znanstveno-raziskovalno. Tako da ne samo z vidika nastajanja magistrske naloge, ampak tudi sicer se nam zdi zelo pomembno, da vas, bom rekla, podpremo in izobrazimo ali pa naredimo kompetentne za neko znanstveno raziskovalno razmišljanje, zato je ta predmet za znanstveno raziskovanje tudi zelo pomembno. Tako da, Tina, dam še tebi besedo. Še enkrat. Še enkrat, hvala. Jaz sicer vidim, da je tukaj kar nekaj študentov, ki me v letošnjem letu poslušajo na pedagogiki, tako da po mojem že povežejo z imenom in priimkom. Torej, tudi na študiju inkluzivne pedagogike imamo predmet, ki se sicer imenuje raziskovanje inkluzije, je pa namenjen temu, da se v bistvu, tako kot je rekla Vanja, da se vas usposobi za znanstveno raziskovanje. Se pravi, tukaj gremo eno stopnico više, recimo kot na dodiplomskem študiju. Na dodiplomskem študiju je bolj cilj, da se tako z nekimi osnovami spoznate, torej kako raziskujemo, da nekako tudi preko raziskovanja na nek način razvijemo kritično mišljenje, da znamo prebrati raziskave, da znamo presoditi, kaj bomo rekli drži, kaj ne drži. No, tukaj pa gremo skladno torej s to inkluzivno paradigmo, tudi s tem, da so veliko spoznanj novih, da veliko je še, bomo rekli, v procesu, je potrebno veliko še tega raziskati, ugotoviti, tudi skladno s tem gremo potem v raziskovanje. Torej, kot običajno, se pravi, spoznamo, s katerimi metodami raziskujemo, potem kako zbiramo podatke, kako jih obdelujemo. In kar pravim, kar je pomembno, je, da to damo na nek, recimo, da temu višji nivo, tako da marsikatera magistrska naloga je na nek način tudi že znanstveno delo. Ne vedno, ker je tudi odvisno, kako pristopate, ampak pomembno je to, torej, da tudi vi znate raziskovati, da ste tudi vi tisti, ki doprinesete, torej, da oblikujete, generirate novo znanje. Tako da to je predmet, ki mogoče na neko prvo žogo študenti ga ravno ne marajo, ampak ob koncu to moram povedati, ker vedno znova ob tisti prvi uri, ko se srečamo, so vsi tako paf, in vedno v vsaki skupini obljubim, da na koncu bo vse v redu, ker se jim bo zadeva izrisala in bo jasno, se jim bo vzpostavila neka struktura in potem v bistvu tudi še marsikdaj pri magistrskem delu sodelujemo ali bolj tako zelo tesno ali pa tudi v obliki nekih, bomo rekli, kratkih razjasnitvenih srečanj in tako naprej. Tako da v bistvu je to mogoče eden od tistih predmetov, ki tudi na nek način povezuje ostale predmete, ker pač to je forma, predmeti ostali, ki jih boste poslušali, so pa tudi vsebina. In jaz sem že velikokrat, zdaj se slišala, ko delam strašno neko reklamo, pa to jaz dejansko mislim, da verjetno, če bi se danes odločala za študij, bi me zelo zamikala ta inkluzivna, ker ko jaz vidim, jaz imam to priložnost, ker študenti delajo seminarske, jaz pač gledam formo, ampak preko tega preberem tudi ogromno vsebine. In ko vidim, kaj vse študentje počnejo, te prav zagrabi, da bi šel to delati. Toliko. Hvala. Hvala, Tina. No, in ko smo zdaj že v bistvu skoraj pri tej magistrski nalogi, ne moramo mimo kariernega razvoja, Janez? Tako da zdaj bi tebe povabila, da se vključiš. Mislim, da Janez, da jaz poznam, v bistvu ne usmerja svojega predmeta zgolj v, bom rekla, poučevanje za karierni razvoj oseb s posebnimi potrebami, ampak se prvenstveno ustavi tudi pri vas, študentih, ki v bistvu ste na pragu načrtovanja tega svojega lastnega kariernega razvoja in je na začetku to prioriteta, da iz ene te osebne izkušnje
pravzaprav štartate. Tako da Janez, ti predajam besedo, izvoli. Hvala lepa za besedo, lepo pozdravljeni v prvi vrsti vsi potencialni študenti naše fakultete. Ja, karierni razvoj. Krumbolc je rekel, edino, kar je v dinamični družbi gotovo, je to, da je vse negotovo. In da bi to negotovo spravili v ene obvladljive okvire, moramo te stvari kar dobro poznati. Evo, poklicna orientacija in karierni razvoj oseb s posebnimi potrebami. Predmet je orientiran, bom rekel, kar na 3 ključna področja. Prvič, da kot vi, ki se ukvarjate z bodoči svetovalci, zato da poznate, da lahko pomagate osebam s posebnimi potrebami pri poklicnem odločanju, prehodu, zasnovanju kariere, vodenju kariere. Po drugi strani, da spoznate tudi tista znanja, ki bo so koristna, če imate otroke. In tretje pa morda tudi zanimivo za vas osebno, kako voditi lastni karierni razvoj kot inkluzivni pedagogi. Vse to je združeno v tem predmetu. Zakaj? Zato, ker so vaje, ki jih opravljate, večinoma na sebi. Na sebi. Da bi dodobra spoznali vse te vaje, kako spoznati lasten profil, vse tiste elemente, ki so pomembne za odločanje, jih enostavno delate na sebi, veliko vaj, veliko refleksije in to potem prenesemo tudi na osebe s posebnimi potrebami. To bi bilo v zvezi, torej upravljanje s kariero na osnovi tega, da poznamo sebe, to dobro spoznamo sebe, to, čeprav smo si tako blizu, pa ponavadi sami sebe slabo poznamo. In drugo, kakšne so potencialne možnosti. Ti prehodi so za osebe s posebnimi potrebami lahko težavni, jih je pa veliko. To ni samo beseda, vseživljenjski karierni razvoj, ampak je postala tudi praksa. Negotovosti so tudi pri osebah s posebnimi potrebami. Izobražujejo pa se zato, da bojo znali upravljati to kariero in opravljati svoj poklic. Hvala lepa, Janez. Jaz sem zdaj videla, da sem mogoče pozabila deliti zaslon oziroma dati priložnost še prosojnicam, ampak se mi zdi, tako sem se zagledala vse te podobe in imena, da sem se počutila kot v eni predavalnici, tej virtualni, tudi to je lepo. Bi pa vseeno mogoče še šla na to, kar smo vam pripravili. V bistvu teleizbirni predmeti, o katerih ste že tudi povprašali. Lejte, v bistvu mislim, da se čisto vsako leto vsi oziroma te izbirni predmeti ne razpisujejo, vendar pa, ko jih vidite, vam že to, bom rekla, na nek način tiste vaše interese lahko prikliče in če ne drugače, lahko v smislu seminarske naloge ali pa kasneje tudi magistrske naloge zapeljete v to smer in, bom rekla, ta svoje znanje pridobite, razvijate te kompetence tudi v tej smeri. To velja tako za lokacijo pač v Kopru kot na Ptuju. Tukaj smo govorili že prej tudi o zaposljivosti diplomantov. Kot smo rekli, to pravzaprav je ena tista, skušamo razmišljati ven iz okvirov, oziroma tukaj dejansko je profil, za katerega pravzaprav okvirja še niso čisto dobro postavili, ali pa mi ne želimo, da bi bili ujeti v okvir. Zato nekako po tem zahodnem modelu zaposlovanja mislimo, da si lahko, in tako kot je tudi profesor Drobnič rekel, lahko nekako kariero ustvarjamo sami in ustvarjamo tudi svoja delovna mesta, ki so lahko, bom rekla, tudi zelo izvirna in nova. Je pa seveda tudi veliko priložnosti, pa zdaj jih tukaj niti ne bomo brali. Te prosojnice boste v bistvu tudi dobili, vsi, ko ste se prijavili, in boste lahko pogledali, kje so v bistvu delovna mesta pa že mogoča in uveljavljena. Tole, Janez, so bile tvoje, še prosojnice, o tem si že govoril tudi. Tako da to smo. In pravzaprav... Oprosti, Vanja. Se lahko vključim malo nazaj? Tole, glede zaposlovanja, pa kar ostanimo pri tej prosojnici,
Glede zaposlovanja lahko razdelimo to na 3 področja. Eno je pedagoško v javnem sektorju, torej v šolstvu. Drugo so javne inštitucije, kot je Center za socialno delo in podobne, kjer se tudi lahko zaposlujemo. In tretje področje je odprti trg dela. Namreč že povedali smo, da se v naš program inkluzivne pedagogike vključujejo najrazličnejši profili. S tem pa oni sami koncipirajo svoj bodoči razvoj. Zato tudi tale prosojnica spodbujamo nove pristope k študiju na PEF in karieri. Pridobivanje znanja postane lasten projekt učenja študenta. Tako da si on zasnuje in zato tudi predavatelj nudi podporo študentu pri uresničevanju njegovih kariernih značilnosti. Mi poudarjamo tisto, kar je tvoje močno področje, na tistem delaj in glede na tudi tvoje pretekle znanja, boš izbral izbirne predmete, boš poudarke pri tem predmetu imel in tako naprej. Spodbujanje v študentov na način, da postane učenje zanimivo, izziv, želimo, da čim več študentov uspešno konča, ne samo uspešno konča, tudi da veliko zna, predvsem, da ima veliko teh kompetenčnih znanj. Znanje črpamo iz celega sveta, ki ne postane odprta knjiga znanja. Torej to, pa naprej mogoče še eno. Je? Ne? Nazaj? Ja, glede še tega sem hotel poudariti. Morda značilnosti, pristopi, to, kar pravzaprav, kar nazaj na tole, pristopi, kako pravzaprav delamo tudi s študenti. Predavatelj nudi podporo študentu pri študiju, veliko možnosti kontaktiranja, tudi osebne telefone. Vse temelji na zaupanju in veri, da skupaj dosežemo največ. Iskanje znanja, ne neznanja. Neuspešnost študenta razumemo tudi mi kot predavatelji naš lasten uspeh. Zato spodbujamo kreativno razmišljanje študentov in cenimo in pa pridobivanje kompetenc, ki so uporabljive za zaposlitev in kariero. Skratka, nekako želimo narediti pri teh študentih, da oni postavijo projekt lastnega učenja. Lastnega učenja, tudi izbor predmetov bomo verjetno morali v prihodnosti veliko bolj individualizirati, tako kot se kaže to v svetu. Ko nekdo konča recimo diplomo, ko konča študij, je pravzaprav ta njegov zaključek čisto specifičen. Tisto, torej je zelo zasnovan na tem, kar si on zamislil, da bo počel v svojem življenju. Toliko zato, jaz mislim, da bo za vse študente študij zanimiv, koristen, pa tudi prijeten. Če je prijetno, je tudi uspešno. Ja, hvala ti v bistvu za ta zaključek, Janez. Bi se mogoče, pa zdaj mi je prav res kot preblisk prišlo ob teh tvojih besedah na misel, tudi ne vem, če ste spremljali po poročilih ali enih teh oddajah. Darko Đurić, naš uspešen plavalec, olimpijski paraolimpijec, se poslavlja od svojega plavanja. In kaj je rekel? V bistvu zato, ker si želi biti tam, kjer je srečen. In imel je eno obdobje svoje sreče v tem plavanju, športu, skozi katerega se je dokazoval in v bistvu utrjeval in uveljeval tako proti družbi, kot napram se mi zdi samo sebi. Zdaj pa očitno je našel srečo drugje. Tako da mislim, da ravno to je zelo pomembno, da smo tam, kjer nas zadeve osrečujejo. In zato vidimo tudi pri teh naših študentih zelo odmevna so njihova dela, ker najdejo svojo vlogo, svoje mesto in dejansko dajo ne samo svojega znanja, ampak dajo svoje srce. Tako kot se mi zdi, da tudi večina naših predavateljev na nek način tako podaja to svoje znanje in tudi sprejema študente in, bom rekla, področje svojega dela vidi dejansko tako da se mi zdi, da je to ena taka zelo pomembna stvar. Sploh, kot smo rekli že nekajkrat na področju, na tej točki, ko je v bistvu še v tako živem razvoju, čeprav se mi zdi, da ta živi razvoj je neka stalnica, bo zdaj ravno zaradi hitrega razvoja družbe, tehnologije, nekako kar potrebno, da jo bomo vzdrževali. Tako na tem mestu bi v bistvu se jaz zahvalila kolegom za tako lepo predstavitev tudi njihovih
predmetov, njihove vizije, v bistvu tega študija in svojih lastnih predmetov. In bi vas povabila, da veliko ste se vključevali že preko četa, lahko še vedno tudi preko četa, lahko pa, če se kdo okoraži, bomo zelo veseli tudi preko, kar vključite mikrofone in se kar vključite tudi mogoče še s kakšnim vprašanjem, s kakšnim komentarjem v živo, če je kakršnakoli stvar, ki vas zanima, ki bi jo izpostavili. Sicer, kot je meni znano, v bistvu dobite potem tudi ta posnetek, vam bo seveda na voljo z vsemi prosojnicami in linki na stvari, ki so za vas zdaj pomembne, tako bom rekla, čisto postopkovno zaradi samega opisa. Ampak tukaj smo vam pa zdaj na voljo, če imate še kaj takega, kar vam prav na duši leži, pa bi radi vprašali ali pa pokomentirali. Izvolite. Mogoče bi odgovorila na vprašanje glede plačila, torej glede šolnine je se tukaj postavilo še eno vprašanje. Tako da, če se odločite za izredni študij, boste potem, ko boste prejeli poziv k vpisu, boste v elektronskem obrazcu označili, koliko obrokov, pač v koliko obrokih boste plačali, tako lahko zbirate v enem, v 4 ali v 10 obrokih. Tako da to potem naknadno se odločite. Drugače pa je cenik objavljen na naši spletni strani, sicer še vedno lanski, ampak bo enak tudi za prihodnje študijsko leto. Tako to glede šolnine. Glede povprečne ocene, Sandra, vam v bistvu nekako, ne vem, če lahko damo sploh vnaprej odgovor, ker je zelo odvisno od konkurence. Sicer tako, kot vem, je zapisano v bistvu tudi pač možnost priporočila, če ste že kje zaposleni, ampak ali pa zagotovo tudi, če ste kot prostovoljka oziroma delovala, kje so to zagotovo stvari, ki vam lahko doprinesejo. Sicer pa je to odprto glede na pač vse ostale študente še, ki se vključuje oziroma vpisuje v študij. Če je študent lahko v bistvu dodiplomski ali podiplomski študij razrednega pouka, to bi mogla pa preveriti, to pa vam ne upam odgovoriti natančno. Zdaj podiplomski zagotovo lahko, tukaj vam dam kar, bom rekla, en citat ene naše študentke, ki je zaključila razredni pouk in je zdaj inkluzivno pedagogiko v bistvu zaključuje, je rekla, če ne bi imela zraven še pač inkluzivno pedagoških znanj, sploh ne pa na redni osnovni šoli. Mislim, da bi šla najprej ven iz razreda, pa bi se zjokala, potem bi šla pa še enkrat noter. Tako je pa rekla, tako sem pa zaprla oči, sem rekla, saj znam. In sem nadaljevala. Namreč res je, da so že razredi sami v bistvu tako zelo inkluzivni, da to je tudi mogoče ena stvar, za katero si prizadevamo in si želimo v bistvu promovirati sodelovalno poučevanje. Torej to, da bi bila čim bolj, bom rekla, tesna timska sodelavca, učitelj razrednega ali pa predmetnega pouka in pa inkluzivni pedagog, kar se zelo dopolnjujeta. Ali inkluzivni pedagog zaposljiv v zdravstvu? Kot smo rekli, lahko pravzaprav potrebe, mislim, da zagotovo se lahko najde tudi takšna priložnost. Potrebe so lahko zelo različne in če, bom rekla, ne vem, če je sistemizirano delovno mesto, to verjetno, da še ni, ampak zagotovo pa je lahko tudi pomemben profil inkluzivni pedagog, zdaj vprašanje, kje v zdravstvu. Se lahko vključim? Ja, seveda. Hvala. Torej, odvisno je seveda tudi od
predizobrazbe. Povedali smo, gledajte, tudi ena lastna izkušnja, pred 3-4 leti se je vpisala na program inkluzivne pedagogike arhitektka. In smo jo vprašali, zakaj ste se pa vpisovali? Zato, ker bom delala na področju arhitekture, vendar s projekte, ki so povezani z osebami s posebnimi potrebami. A vidite, na trgu dela je veliko teh kombinacij, odvisno od vaše predizobrazbe, vaših znanj, vaših kompetenc, zato pa tudi v tem vašem življenjepisu je treba navesti, kakšna vse imate znanja. To je celoten koncept oziroma celota vaš profil potem odgovarja na nekaj, kar se sicer pojavlja v okolju. Na trgu zagotovo, na tržnem delu, v javnem sektorju, pa jaz tega še nisem opazil, da bi bil lahko zaposljiv. Sicer pa vprašanje tukaj tudi, če so zaposljivi v vrtcu, seveda, da so. To zelo, v bistvu so zaželeni kot strokovni delavci v vrtcu, izvajalci dodatne strokovne pomoči. Tudi seveda izvajajo dodatno strokovno pomoč tudi v prilagojenih programih, ne samo v rednih osnovnih šolah ali pa vrtcih, ampak tudi v prilagojenih programih. Da. A so bilo lansko leto omejitve, Maja, morda ti veš? Imeli smo vpisanih, mislim, da 30 je vpisanih bilo, sigurno je 30, še več kot 30 študentov v rednem študiju. To pa zdaj ne vem, ali je bilo kaj omejitve vpisa lansko leto. Ja, tudi jaz se točno ne morem spomniti od lanskega leta. Mislim, da je bilo ravno toliko vpisanih, kot je bilo razpisanih mest. Prejšnja leta pa so bile omejitve. Mogoče tudi pomagala pri tem vprašanju glede priznavanja izpitov iz drugih fakultet, ki Špela omenjate, da imate nekatere izpite opravljene, čeprav niste potem študija zaključili, tako da pogleda se učni načrt predmeta in potem nosilec oceni, ali ga prizna ali pa ne. Seveda pri tem upoštevamo tudi število kreditnih točk posameznega predmeta, se pravi izvirnega predmetnika in predmetnika inkluzivne pedagogike. Neka realna možnost, da si priznate, kar imate že opravljenega. Ja, tukaj se mi zdi, da dejansko pogledamo, kakšne so vsebine in potem tudi, eno so zdaj ta formalno pridobljena znanja, ki so tudi vpisana, drugo je pa seveda tudi še v kombinaciji, bom rekla, čisto individualno pristopom tudi k reševanju v bistvu teh vlog, ker veliko zelo kakovostnega znanja in kompetenci v bistvu lahko posamezniki pridobite tudi na različne načine, ki niso povezani s formalnim izobraževanjem. In se lahko verjetno to tudi pri posameznih predmetih upošteva. Tako da to so vse stvari, ki vem, ali pa vam po drugi strani toliko olajšajo tudi delo pri posameznem izpitu, da pač bolj bistveno lažje naredite ali pa hitreje tudi naredite tak izpit. Zdaj, možno je, da se predmet v celoti prizna, možno pa je tudi, da se delno prizna, kar dejansko pomeni, da ne vem, recimo moraš še pripraviti seminarsko nalogo ali nekaj, mislim, da sam še en del ne dopolni. To res individualno obravnavamo vsak primer posebej, vsako vlogo posebej. Hvala. Če mogoče še kakšno vprašanje, lahko kar korajžno ga napišete ali pa poveste, še rajše bi slišali vaš glas, kakšen odziv. Hvala. Mogoče bi pa jaz prosila za besedo. Izvolite, Veronika. Ja, Eva sem dala še sliko zraven. Super, pozdravljeni.
Pozdravljeni. Meni je pa lažje takole, da kar vprašam, no. Jaz sem pa očitno malce prehitevala stvari, no, jaz sem pa starem že zaključila smer pedagogiko, ampak smer andragogiko pravzaprav na filofaksu. In sem z gospod Nadin že bila v navezi preko mailov glede diferencialnih izpitov. Zdaj, gospod Nadin, če sem vas pravilno razumela, diferencialnih mi ni potrebno upravljati. Me pa zanima, ker sem pač mi je bilo svetovano, da kar odpošljem prijavnice, pa nisem navedla na prijavnico kot prva izbira. Ker to lahko postane problem ali je to okej? Sicer Nadin se mogla že posloviti, tukaj Andreja, sodelavka. Okej. Jaz mislim, da ste poslali samo to prijavnico, ne? Nobene druge niste poslali. Ja, veste kaj, poslala sem k vam prijavnico, pa poslala sem tudi na Pedagoško fakulteto Maribor. Vi se boste potem sami odločili, tako da v bistvu mi, ker sistemi so ločeni, ker po diplomski študiji v bistvu vsaka fakulteta sama vodi postopek. Tako da mi ne vemo, kam ste vi drugam poslali prijavnico. Tako da to prva, druga, tretja želja velja samo za naše študijske programe. Tako da ni problem. Potem pa še eno vprašanje, ker sem zaključila študij po starem, sem imela malce težav, ker ni pač v elektronski obliki vseh zadev, tako kot danes, ne? In so mi na Filozofski fakulteti pripravili potrdilo o opravljenih obveznostih, ampak to je pa tudi vse, kar sem dobila od njih. Torej sem vam poslala prijavo in to potrdilo o opravljenih obveznostih, kjer pa ni ocene diplome. Vse to potem pa boste naknadno vas bo že Nadin pozvala, no? Mislim, da ne bo problem, če bo že ona to opazila, ko bo pregledovala dokumentacijo. Če se bo potrebovalo. Ja, tako da ni problem. Ona to vse naknadno pregleda dokumentacijo in vsakega posebej pozove, če kaj manjka. Tako da nič se ne zavrne, ampak se pregleda in se potem dopolne. Okej. Potem pa še eno vprašanje, tukaj vmes sem zasledila, če sem prav razumela, da vkolikor smo zaposleni in če bi bila pač, ne vem, prijav preveliko, da bi bila omejitev izbora, da pripomore tudi lahko potrdilo o zaposlenosti na šoli, sem pravilno razumela? Te informacije nisem zasledila zdaj, ampak za izredni študij ni bilo omejitev, zadnjih nekaj let ni bilo omejitev, samo za redni študij. Okej. Potem pa na tem mestu najlepša hvala, mislim, da sem se izčrpala. Hvala lepa. Hvala, Veronika, da ste prispevali svoje vprašanje, da ste se pojavili na naših uživo. Hvala za odgovore. Ja, hvala. Mogoče še Dominiki odgovor, mislim, da delno smo ga že dali, ali je mogoče, da se vzporedno vpiše v prvi letnik, se pravi RP, razredni pouk in pa izredni študij magistrskega. Ja, z izrednim mislim, da bi šlo. Sicer pa velja, tako kot sem na začetku rekla, pri vseh teh kombinacijah je potrebno, da se v primeru prekrivanja ur pač dogovarja s posameznimi nosilci oziroma izvajalci predmetov, da je možno pač kakovostno opraviti vse obveznosti. Ampak če kombinirate redni študij in pa izredni študij, mislim, da praviloma bi to moglo iti skupaj. Morate pa v tem primeru, po mojem, paziti sami nase, da ne boste izgoreli, ker to sta pa dva, kar bom rekla, zahtevna študija z veliko obremenitvami. Sicer pa je možno in kombinacija teh dveh študijev, to smo ravno danes slišali od enega ravnatelja, je, bom rekla, zmagovalna. Razredni pouk ali pa vzgojitelj, recimo, in inkluzivni pedagog še zraven. Tako da to je zagotovo odlična kombinacija. Morda še kakšno vprašanje? Mislim, da če se bo kakršnokoli vprašanje pojavilo, seveda smo vam še vedno tudi na voljo preko elektronske pošte. Vse naše naslove različnih nosilcev predmetov lahko se obrnete tudi name.
ali pa na kolega Drobniča kot koordinatorja na izrednem študiju, lahko seveda tudi na kolegice iz referata oziroma na Andrejo Perčič našo, ste res vabljeni, da s kakršnikoli vprašanjem se vkorajšte in nam pišete. Toliko bodite samo v bistvu, bom rekla, razumevajoči, zdajle prehajamo v izpitno obdobje in kolikor bojo te izpiti še potekali nadaljavo, nekako smo res s temi maili zelo obremenjeni, tako da navadno tisti trenutek, dve varianti obstajata, ali rečeš, tole je samo odgovor na vprašanje in lahko takoj še isto uro recimo odgovoriš in odpišeš, lahko pa rečeš, ok, najprej moram vse to, kar je treba narediti in daš to v čakalno vrsto. V tem primeru boste pa mečkano vas prosimo za potrpljenje, drugače načeloma se res skušamo čim hitreje odzivati. Smo dobili še eno vprašanje. Ja, možno je, da so seveda, Anina ne sprašuje, nekatere šole so še zelo, bom rekla, tako, ne bom v bistvu komentirala na kakšen slabšalen način, ozkoglede, bom tako, to mogoče pa lepši izraz, ozkoglede in mogoče preferirajo ali pa so prepričane v to, da lahko specialni pedagog, ki je že dolgoletno uveljavljen profil, je tisto, kar oni potrebujejo. Ampak vam zagotavljam, da z izkušnjo, tudi, bom rekla, ko pridejo naši inkluzivni pedagogi na prakso v kakšno šolo, kjer še niso imeli izkušnje z inkluzivnimi pedagogi, so lahko ravnatelji, svetovalni delavci nad njimi res navdušeni. Še vedno tukaj obstaja spekter študentov zagotovo, ampak večinoma se nam zgodi tako. Zgodilo se nam je recimo na Centru za socialno delo, da so rekli, joj, kako da mi še nismo imeli te izkušnje, da bi tega čudovitega strokovnjaka prepoznali, točno to je to, kar mi rabimo. In so bili, dejansko so rekli, tisto, s čemer smo mi ure in ure rabili in se čutili negotove, so nam vaše študentke v hipu znali na pravilen in ustrezen način pomagati. Tako bom rekla, ni še, bom rekla, prave osveščenosti v vseh šolah o širini recimo in o znanjih našega profila inkluzivnega pedagoga, tako da tukaj, bom rekla, si tudi profesorji zadajamo to nalogo, da ta žar in to, bom rekla, samo prepričanost v odličnost tega profila želimo posredovati vam in vas v bistvu opremljene s to zaljubljenostjo v ta profil poslati v prakso, ker to je tudi naša naloga. Pa ne zdaj zaradi programa inkluzivne pedagogike, ampak zaradi staršev, zaradi otrok in zaradi družbe nasploh, zaradi učiteljev tudi, ker tisto, kar dobimo feedbacka, pa bi mogli mogoče Tina narediti eno študijo na tem področju, ampak tako bom rekla, ker res uspem slišati povratnih informacij, so inkluzivni pedagogi bolj vključeni v pedagoško skupnost na šoli, se pravi v zbornico, bolj sodelujejo z učitelji kot specialni pedagogi. Možno je, da to tudi zato, ker je veliko specialnih pedagogov je mobilnih, inkluzivni so pa vendarle večinoma, bom rekla, tudi domačih. Tako da veliko je mogoče, zato pravim, bi bilo vredno to morda tudi raziskati, zdaj, ko se ene okrogle letnice tudi okrog našega programa vrtijo, smo dolžni to na nek način tudi narediti. Zagotovo, ja, izvoli, Ksenija, seveda. Mogoče samo na prejšnje vprašanje, ker veliko ravnateljev šol s prilagojenih programov je tudi sami bivših defektologov, ko smo včasih rekli, in obstaja en nesmiseln strah pred inkluzivnimi pedagogi, ravno v teh krogih defektologov in specialnih in rehabilitacijskih pedagogov, ker jih čutijo kot neka, ne vem, neka grožnja, da jim bodo prevzeli delo, ne pa kot pomoč in tako naprej. Tukaj pa seveda moramo sami to demantirati. In
biti čim boljši, da nas bodo sprejeli kot pomoč, ne pa kot grožnje. Namreč slišala sem že od marsikoga, ja, kaj bodo pa oni, saj nimajo toliko študija kot mi, kaj pa vedo, in vedno potem, ko z besedami dr. Opare odgovorim, da je to tako, da oni imajo, inkluzivni pedagogi imajo pač širši pogled, ne grejo toliko v globino, ampak širši pogled, in to je tisto, kar si Vanja prej rekla, da je to izredno dragoceno za eno osnovno šolo, ker niti ne detektiraš pravočasno nekega otroka. Tukaj je velika niša, ki nas čaka, samo moramo pa res se potruditi, pa tako, kot ste že sami omenili, kolegi, to je proces. To je proces, ki traja in tudi traja nekaj časa, zdaj 10 let, 20, bo še kar nekaj časa trajalo, ampak na nas je, da to malce pospešimo. Hvala. Hvala za vaše odgovore. Se mi zdi, da je vse res, kar ste rekli. Ja. Je tudi v bistvu ravnatelj, defektolog, tako ste rekli. Ja, čist je. Dejansko je tako. Hvala. Hvala, Nina, tudi za vaše vprašanje. Ksenija, tebi za ta odgovor, ki je res izpostavil tudi eno od pomembnih in pravih stvari. Mogoče še odgovor Mercedes. Ja, Mercedes, možno je seveda tudi, ko boste prehajali iz pedagogike na inkluzivno, recimo, če se boste tako odločila, potem še vpisati tudi razredni pouk. Seveda je potem nekaj predmetov, ki so si zelo podobni in je včasih potrebno dopolniti, niso identični, vsak predmet, čeprav je lahko isti izvajalec, ima v posameznih programih vseeno eno različno noto in različne poudarke, recimo inkluzija otroka s posebnimi potrebami v šole ali pa vrtce, to je različno, čeprav je zelo podobno slišati. Tako da je včasih pomembno, da se samo naredi, dopolni s kakšno seminarsko nalogo, različno se to izvajalci pač odločijo, ampak ja, možno je kombinirati te študije in, kot sem rekla prej, bom rekla, zelo učinkovito ali pa bom rekla zelo dragoceno za vas kot bodoče diplomante na vseh teh smereh je lahko to zaposlitvene možnosti izjemno povečano. Bi lahko jaz samo še nekaj v povezavi s tem, torej s študijem razrednega pouka? Vanja, lahko? Ja, seveda. Torej vsebinsko se popolnoma strinjam, bi pa vendar opozorila mogoče na dve zadevi. Razredni pouk se zdaj izvaja kot prva stopnja plus druga stopnja, s tem, da zdaj prehajamo na enovitega. Zdaj, če tukaj Mercedes meni, da bi šla v bistvu potem samo ta 5. letnik, to počasi ne bo več izvedljivo, v tem smislu, da bi se pravi samo še en letnik delala. Druga, ampak to bi bilo pa potrebno preveriti, to bi mogoče bolj za referata znali povedati, je pa ta, bomo rekli, državna drža, da samo enkrat financira neko stopnjo študija. Se pravi, če nekdo že zaključil 7. stopnjo, potem tudi, če vpiše redni študij, se mu ga ne financira več, ker v bistvu je država že zagotovila, da je pridobil neko stopnjo izobrazbe. Tako da to je treba res dobro preveriti, da ne bi računali to, da boste šli redno študirati, pa sicer boste formalno lahko redno hodili, boste pa morali vseeno kaj plačati. Tako da to dejte po mojem referatu preveriti, ker to so neke take zadeve zadnje. Tako. Hvala. Glede pripravništva, zdaj tako, pripravništvo, jaz pravzaprav nimam informacij, da bi imeli težave, prav zato, ker bi bili recimo inkluzivni pedagogi, da tega ne bi mogli upravljati, prav nasprotno. Jaz imam informacije pravzaprav, da so pripravništvo, jih je večina, kot jih poznam, zelo hitro dobila in dobro upravljala. Verjamem pa, da nimam čisto vseh informacij tukaj, ampak mislim, da kar se tiče upravljanja pripravništva in strokovnega izpitu, tukaj ni kakšnih bistvenih razlik do drugih, recimo, profilov pedagoških.
Tako, zdaj, ker se po mojem ura približuje že 8, zelo z veseljem, še kakšno zgodno učenje in pa inkluzivna pedagogika. Tukaj je v bistvu lahko inkluzivni pedagog izvaja tudi poklic vzgojitelja predšolskih otrok. Zdaj, običajno v bistvu imamo mi ravno to kombinacijo, da iz predšolske vzgoje se vpisujejo na študij inkluzivne pedagogike in tukaj, kot sem že rekla, ta kombinacija je izjemno dobra in zaželena tudi v vrtcih. Tako da ta varianta, potem verjetno pa lahko Tinin odgovor nekako velja tudi še za ta študij, ker gre pa za 2 magistrska programa, kjer je potrebno se pa pozanimati, kako se to da vzporedno kombinirati. Ne, se vzporedno ni problem, ker teče vzporedno. Problem je, če gre zaporedno, kar se tiče financ, ne? Če gre vzporedno, noben problem, ne. Ok. Končala 2-predmetni študij geografije in zgodovine v Mariboru in čakajte, zdaj sem, 1 leto ali 2 leti. Zdaj, tukaj bi bilo treba preveriti, koliko vam v bistvu teh izpitov manjka, da bi se vpisali v prvi ali pa, tako da je treba videti, da se vpišete v prvi ali pa v drugi letnik, ne. Tukaj vam ne vem kar tako odgovoriti, ne da bi pogledala vso dokumentacijo. Eva pravi, da je s prvo stopnjo pedagogike in potem drugo stopnjo inkluzivne pedagogike slabše zaposljiva, kot če bi imela prej zaključen razredni pouk. Zdaj tukaj seveda, to so različni študiji, v tem, bom rekla, ste verjetno imeli možnost odločati se pri vpisu v prvi letnik prvostopenjskega študija, takrat je bila ta izbira pred vami. Zdaj, možno je, da je ta trenutek zgleda kot slabša zaposljivost, ampak ne vem, če bi to dolgoročno, v bistvu pedagogika je en tak zelo, bom rekla, širok, ne ozko usmerjeno področje študija, medtem ko razredni pouk je zelo definirano, kaj ste lahko. Tako da, ne vem, osebno se mi zdi, da v bistvu, tako bom rekla, če po pedagogiki naredite inkluzivno pedagogiko, potem ste bolj čutiti kot inkluzivni pedagog. Če pa imate razredni pouk in še inkluzivno pedagogiko, pa dejansko mogoče se bolj čuti, da sta 2 poklica, da ste in kot razredni učitelj in kot zato bi bile lahko te zaposlitvene možnosti morda bolj obetavne, recimo. Vendar pa s pedagogiko v prvi stopnji imate pa sicer bolj široko področje, lahko in ste tudi lahko zelo ustvarjalni pri iskanju v bistvu svoje zaposlitvene poti. Vsaj meni se tako zdi, V bistvu lahko še tukaj dopolnim glede poklicev na prvi stopnji, pač tudi razredni pouk prva stopnja ni tako zaposljiv, enako kot pedagogika, tako da v bistvu vsak študijski program se smatra, da se zaključi potem tudi drugo stopnjo, tako da se to tudi predvideva, da bi samo še to dodala. Mogoče tudi glede na podlagi naših anket diplomantov, pač vsake 2 leti pošljemo ankete našim diplomantom, da ugotovimo, ali so se zaposlili na svojem področju, kako hitro so se zaposlili, tako da moram povedati, da prav na vseh študijskih programih so diplomanti zaposljivi v manj kot 1 letu, tudi na inkluzivni pedagogiki in to na svojem področju. Zdaj se mi zdi, da prav s to situacijo, ki smo jo deležni zdaj, se je izjemno pokazalo tudi, kako izjemno dragoceni in nenadomestljivi v bistvu so kadri, ki izvajajo dodatno strokovno pomoč učencem z učnimi težavami oziroma s posebnimi potrebami. Tako da tukaj, bom rekla, je to zavedanje o nenadomestljivosti v bistvu teh strokovnjakov zdaj bilo tako zelo javno izpostavljeno. Če spremljate javne medije, je ravno področje
izobraževanje otrok s posebnimi potrebami bilo izraženo ali pa pokazano kot področje, ki se ga zelo težko nadaljavo v enaki kakovosti izpelje kot v primerjavi recimo z ostalimi otroki. Tako da tukaj se mi zdi, da zdaj ne vem, bomo videli, kako nas bo ta situacija spremljala oziroma kako se bojo ponavljale takšne izkušnje ali pa takšne okoliščine, v katerih bo potrebno delovati drugače, ampak na vsak način bodo za to generacijo, ki se zdaj izobražuje, potrebne zagotovo tudi neke dodatne kapacitete ljudi, ki bodo pomagali nadoknaditi vrzeli, ki so nastajale v tem času šolanja na različnih področjih. Tako da tukaj se mi zdi, da enostavno bo ta zaposljivost tudi inkluzivnih pedagogov in pač specialnih vseh teh kadrov, ki imajo ta, bom rekla, specialne znanje za poučevanje otrok s posebnimi potrebami in ranljivih skupin otrok, zelo iskana. Zelo iskana, ker bojo sicer te otroci res tvegali izločenost ali pa neuspešnost v svojem učnem procesu, česar pravzaprav si ne želi nihče, niti družine, niti otroci, niti učitelji, niti ravnatelji. Tako da se mi zdi, da tukaj se bo zdaj res ta izobraževalni prostor nekako postal lačen in zelo potreben tega kadra. Lahko še jaz dodam eno misel? Seveda. Glejte, ta vidik možnosti zaposlitve je samo eden. Sam menim, da je veliko bolj pomembno tisto, kar te resnično veseli, kjer si ti domač, kjer se lahko počutiš zadovoljnega, uspešnega, kreativnega, torej, kar je skladno s tvojim profilom. Zato je to presojanje še kako pomembno. Seveda so možnosti zaposlovanja različne, ampak za inkluzivne pedagoge lahko trdimo na osnovi teh analiz, da težav pri zaposlovanju vsaj takšnih ni. Seveda je določena čakalna doba, odvisno od vaše predizobrazbe in podobno. Mislim, da je veliko bolj pomembno, da se odločamo za tisto, kar smo na nek način ustvarjeni. Ene analize so pokazale, da v Sloveniji se morda preveč orientiramo na to, kaj bo, zato pa je zadovoljstvo s poklicem, ki ga opravljamo, razmeroma slabo. Študije so pokazale, da glede tega nismo najbolj dobri in se očitno odločamo za poklice in za kariero, za področja na osnovi nekih drugih razlogov in ciljev, ki potem na dolgi rok ne dajejo tistega, kar pričakujemo. To pa je veselje, zadovoljstvo in napredovanje. Morate sami premisliti. Seveda zaposljivi so zagotovo dobro zidarji in tako naprej, ampak zaradi tega ne bomo šli mi opravljati vsi tega dela, ampak tisti, ki je nekako se čuti poklicanega za to. Zato je dobro, da preverite za sebe, ali sem poklican za to, ali je res to za mene tisti izziv, kjer se bom našel, kjer bo moja duša zaživela, kjer bom polno delal. Pred časom me je recimo vprašala ena mama za hčerko. Poslušajte, gospod Drobnič, vprašala bi vas, moja hčerka bi se odločila za balet. A bom našla zaposlitev? Takole sem ji odgovoril, če trdno živi za ta poklic, da razmišlja, da dela, se izobražuje, izpopolnjuje, bere, se poglablja, bo zanesljivo dobila zaposlitev. Če pa tehta med tem in unim in potem se odloči pač tako, potem ji pa odsvetujem. To je to. To je odgovor. Vi ga morate najti, a sem res za to poklica. To je to. Hvala. Tle se mi zdi res eno je to osebno iskanje sreče pa moči, prav te energije, ki nas žene naprej, a ne da delujemo v tem poklicu. Drugo je pa dejansko zavedanje, da tega ne delamo samo zase, ampak da delamo to kot
v smislu smo zelo pomembni zagovorniki otrok, družin, tudi otrok s posebnimi potrebami. Tako da žal je pa šla ta korona vmes, ampak ne vem, če ste uspeli zaslediti tiste informacije, mene res tako navdušila in prav presudila. V francoskem parlamentu, se pravi, ne vem, a se je to realiziralo, ali je bil to samo predlog, oziroma ne vem, ali imajo tudi volitve, pojma nimam, na kakšen način se to zgodi, ampak ena mlada oseba z Downovim sindromom je kandidirala za poslanko v francoskem parlamentu. In so bili vsi poslanci izjemno navdušeni nad tem, da bi bila ona dejansko članica tega parlamenta kot poslanka, ker so rekli, zagotovo bo prispevala ogromno in zagotovo se lahko od nje ogromno naučimo. In to je to zorenje družbe, ampak zdaj, da nekdo, ki ima recimo Downov sindrom, pride do tega, da se bo zmožen v bistvu na tak način postavljati za pravice recimo ljudi s posebnimi potrebami, potrebuje inkluzivne pedagoge recimo, ki ga bodo od malega že pravzaprav krepili v tej njegovi samozavesti in odločnosti, da je dober, da lahko prispeva, čeprav je drugačen, družbi ogromno stvari, ki jih nekdo drug ne more. Ne? Torej, to je pa ta vidik, ki se zdaj tako zelo izpostavlja v družbi, pa tudi v stroki, a gre za motnje ali gre za različnost. Tako da ne smemo se vdati temu in reči, to so osebe z motnjami v razvoju, kot smo včasih pač rekli, ampak to so osebe, ki so drugačne, ampak ravno s to svojo različnostjo, s to svojo drugačnostjo lahko ogromno prispevajo družbi in to, bom rekla, mora biti to naše vodilo. Ne samo, da bomo mi njim pomagali, ampak da pustimo tudi, da oni v bistvu pomagajo nam oziroma dajo nekaj družbi, aktivno prispevajo tej družbi. To so recimo te preboji, ko se mi zdi, da jih ravno prav ta področje inkluzivne pedagogike na nek način lahko naredi za družbo, tukaj pa ne gre več samo za posameznika, ampak za celotno družbo. Tako da delajo ogromen, mi vas rabimo, mislim, da bomo mogli še povečati vpisne kapacitete, da bomo lahko vse te stvari naredili. Tako, kaj pravimo zdaj? Bo še kakšno vprašanje? Sicer bi se vam jaz res morda zdaj po 2 urah, mislim, da ene luštne diskusije, enega takega lepega druženja, tudi med nami kolegi, ki se zdaj že takole pa nismo kar nekaj časa dobili, zahvalila vsem. Še enkrat vas res vse lepo pozdravljam in mislim, da je pomembno res to, kar je rekel profesor Drobnič, prisluhniti temu, a me veseli, ker uspeh tukaj je povezan s tem, če je to moja pot, če je to vizija, ko bom rekla, za delo z osebami s posebnimi potrebami moraš biti rojen. Pa ni jih malo, ki so rojeni za to. Nekateri niti ne vejo, da so rojeni, zato bom za konec mogoče povedala eno anekdoto. Ta je bila še na predšolski, na študiju predšolske vzgoje, kjer v bistvu poteka tudi praksa, pri predmetu specialna pedagogika je še takrat bil, v šoli, ki je prav za otroke s posebnimi potrebami, in ena študentka rekla, profesorca, jaz se toliko bojim iti tja, jaz čutim, da se bom kar sesula, da se bom zjokala, da ne bom zmogla tega pritiska. In so imele kar nekaj diskusije na to temo, preden je šla, velikokrat sva se dobile, skozi sem jo potem tudi spremljala v tem njenem procesu vključevanja na to prakso. Ta punca potem je postala taka prostovoljka in taka, bom rekla, začela je prav živeti. Odkrila je to svojo poklicanost in to svojo v bistvu strast do dela z osebami, z gibalno oviranimi, so bili prav konkretno v njenem življenju. Štartala je pa to, v bistvu ona je to prepoznala prva skozi svojo stisko. Vi, ki ste pa tukaj že v bistvu zdaj zbrani, pa se mi zdi, da že vidite, da bi to lahko bilo področje, kjer bi se izpolnile tudi vaše vizije, vaše želje po nadaljnjem izobraževanju, po udejstvovanju v družbi, aktivnem
prispevanju tudi, ki ga lahko dejansko, tukaj pa tudi Aksinja, kar je profesor Karmavnerjeva, kar je povedala, kar lahko vložite v bistvu marsikakšen tudi svoj talent, ker tukaj ne gre za stvari, ki so, bom rekla, po enem muštru narejene, ampak dejansko gre za neko kombinacijo različnih talentov, ki jih že odprej gojite in jih lahko res zelo, zelo, zelo dobro vključite v ta svoj poklic, če se boste odločili recimo za poklic inkluzivnega pedagoga. Zagotovo tudi v drugih poklicih, ampak prav tukaj se mi zdi toliko, ko govorimo o tem multisenzornem učenju in poučevanju, tukaj zanemarili smo tip, na katerega nas opominjajo prav slepi in slabovidni. In tipanke so prišle, bom rekla, v javne knjižnice, prav skozi potrebe slepih in slabovidnih otrok. In so v bistvu naredile preboj v učenju tudi polnočutnih otrok, tudi otrok, ki vidijo, so odkrivali, da v bistvu skozi tip je eno zelo pomembno veliko čutilo, pa nam zelo olajša pomnenje in predstave marsikakšne. Tako da tukaj je ogromno teh zgodb, boste med predavanji še lahko slišali, ker mislim, da jih različni profesori po različnih predmetih zelo skozi primere, skozi študije primerov tudi vam podajamo naprej, kako dejansko se tukaj spreminja tudi, bom rekla, znanje o poučevanju in učenju. Prav, poglejte že samo primer recimo Marije Montessori. Montessori pedagogika je nastala v bistvu kot program, ki je zrastel skozi otroke z motnjami v duševnem razvoju. Ne skozi otroke, ki so bili polnočutni ali pa nadarjeni ali pa karkoli, ampak skozi njihov način učenja je Marija Montessori v bistvu naredila te svoje strategije, te znane, danes tako zelo priljubljene Montessori pedagogike. Tako da od vsakega se lahko naučimo ogromno in ta znanja vam bomo poskušali nekaj dati mi, nekaj jih boste pa odkrivali sami. Tako da jaz se vam še enkrat res iskreno zahvaljujem, da ste vztrajali dolgo časa z nami in se vas izjemno veselimo. Mislim, da ne govorim samo v svojem imenu, ampak v imenu vseh svojih kolegov. Vas pričakujemo oktobra, septembra se boste še tisti, ki boste zadnje rok za vpis lovili, ampak oktobra se vas pa veselimo. Tisto, kar zadnje čase največkrat rečemo, da se veselimo tega, da se bi videli v živo. Čeprav moram reči, da smo tudi nadaljavo uspeli v bistvu kar dosti dobro realizirati, veliko vsebin, ampak mislim, da na tih pa še vseeno vsi zmeri rečemo, ampak vseeno pa vse drugače, ko v živo delamo. Tako da upamo res, da se vidimo v živo in navijamo za to, da se odločite za študij inkluzivne pedagogike. En lep pozdrav vsem in predvsem vam želimo, da uspešno zaključite svoje prvostopenjske študije oziroma tisti, ki že delate, da se odločite v bistvu za to, da bi lahko bila to tudi pot za nadaljevanje razvoja vaše profesionalne poti. En lep pozdrav vsem. Hvala. Hvala, nasvidenje. Lep večer. Enako. Hvala, nasvidenje. Nasvidenje. Lahko pa seveda, če še kdo ostane, lahko tudi ostane. Če še kakšno takšno vprašanje, jaz bom pa zdaj snemanje izključila, če bom našla, recording.